mestna občina, kako to izkoristiti kot prednost in ne imeti za slabost. Gospod Tolin, na vrsti ste vi. Jaz večkrat pravim, da je podeželje obraz občine. Ne? Tako kot je urejeno podeželje, tako se na nek način tudi kaže, da je urejena sama občina. Danes širom Karlovškega podeželja še vedno obstajajo posamezni kraji, ki nimajo pitne vode, posamezni kraji, ki nimajo urejene kanalizacije. In to so vse naloge, ki nas čakajo v prihodnosti. Zdaj, kaj konkretno pa lahko na tej točki naredi občina? Jaz sem v svojem programu predlagal ustanovitev sklada za razvoj podeželja in kmetijstva, iz katerega bi financirali vse tiste, bom rekel, dobre ideje, dobre naloge, ki bi prispevali k razvoju samega podeželja. Hvala, gospod Potočnik. Kar se tiče podeželja, jaz bi rekel tako, da kmetje rabijo veliko podporo. Zakaj se ne organizirajo kmetje, pa rečejo, da se občina pomaga, da naredijo svoje tržnice, da prodajajo svoje izdelke, da se dela kmečki turizem. Jaz sem iskal en kmečki turizem nekaj v Karniku. Imamo lepote, čudoviti, sem bil na Pšarjevci, fantastično. Zakaj nobene podpira tega kmečkega turizma? Se to ni danes, ali pa včeraj, to je že 20 let tako. Zakaj se ne spomne pa reči, da imamo podpirati kmečki turizem, če ne gre denarja? Z vsakega programa kilo krpenja se zasluži denar. Ja? In če kmetje so za to, samo noben mi pomaga. To je isto kot malo podjetništvo. Vsi bi radi neki podjetniki, občina jih pa zatira. Namesto da bi pomagali. Ja? Če se spomnim, jaz sem šel samo za eno stolnico, sem bil v 4 pisarnah, za eno stolnico da so dobo. Eno uro časa pa 4 pisarna sem bil. Isto je pa kmeti, vsi jamrajo, imajo krave, da ti hoče krava podati od 200 € za kravo. Jaz že bil božji, to ne bo treba odgovor, ne more funkcionirati. No, mislim, da kar se krav tiče, je to bolj zadeva države, da uredi to kmetijsko ministrstvo. Kar se pa tiče podeželja, se pa vidi, ne? Tam, kjer ljudje sami, kjer držijo skupaj, kjer sami delajo, tam so hiše in take zadeve so zelo urejene. Stvari, ki so pa v pristojnosti bodi si občine ali pa države, pa nekje šepajo, recimo, tako kot je rekel Matej, vodovod, kanalizacije še v bolj urbanih središčih po nekje ni, ampak to ne pomeni, da je to nerešljiv problem. Seveda, to bo treba k temu pristopiti. In kmete pa spodbujati, kot sem že rekel, pa ni podeželje, mi mislimo, da če podeželje, da potem so pa avtomatsko kmetje. Podeželje ni predvsem potreba pa paziti in sprejeti kakšne odloke, da ne bodo fasade vsaka druge barve, recimo. In treba tudi to celostno gledati, da bo to lepo, da če pride nekdo pogledati, mora tudi hiše spadati v to okolje in potem bo to podeželje lepo in urejeno, pa še kaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede podeželja so se nekaj bistvene spremembe začeli dogajati leta 2007, ko smo sprejeli pravilnik o spodbujanju razvoju podeželja in kmetijstva. In vse od takrat dalje mi financiramo kot občina marsikaj na podeželju. In še vsem se kaže, da je vedno več ljudi se vrača na podeželje. Vedno več okoljnih dejavnosti je na podeželju. Vedno več je konjereje, ukvarjajo se z drugnico. In dejstvo je, da kdorkoli v občinskem svetu v naslednjem mandatu, poleg novega župana, bojo morali sprejeti, se pravi, novo strategijo za naslednjo obdobje. In še nekaj, glede vodovoda. Glede vodovoda se je kolega Pfeiffer trudil, da bi te vaške vodovode prenesel na javnega koncesionarja. Zakonodaja določa treba do 2017 in do takrat jaz upam, da se bo to naredilo. Glede interneta, glede cestne infrastrukture, glede vsega, je pa Matej že včeraj povedal, da so vsi bili, da se jim šlo. Tako da je marsikaj bilo tudi tam narejeno in ljudje se vračajo na rado živimo v Finski dolini. Hvala lepa, gospod Smine. Ja, zdaj moram spet zadeve uporekati. Ni samo to Finsko dolina podeželja, to je prvo, kar je. Drugo, kar je, živim 4 km iz mesta, pomeni Tudicah. In tam imamo ne kanalizacije in ne vodovoda. Imamo pa vaški vodovod še vedno, kar je občasno, bom rekel, nekih neoporečen. Tako da te zadeve niso biti najbolj urejene in se pravi, če si ti v zadnjega vodovoda in zadnje kanalizacije oddaljen kilometr, potem je to groza, da v tej dobi se že pod vesolju vozijo, imamo pa grešnice, že da nas naredi pa vodovod vaški, da je včasih uporečen. Ne vem, če je to upravičilo v teh letih,
ker to traja, da nekoli svede o internetu in tako naprej. Ne. Tako da te zadeve sigurno niso šle naprej. S tem, da bom še drugo stvar povedal. Spet ni govorimo vedno samo o Tuhinjski dolini. Poslušajte, ni samo Tuhinjska dolina podeželje. V Kamniški občini je velike predelov. Če želimo, da bo podeželje poseljeno in moramo zagotoviti infrastrukturo. To pomeni od cest, vodovoda, seveda pitne čiste vode, do kanalizacije na lokalnih nivojih seveda in pa vse tisto, kar imamo tudi mi v mestu, tudi internet in pa vso ostalo infrastrukturo športnih objektov v večjih naseljih, tako da s tem se bo nekako zagotovilo, da bodo ljudje ostajali na podeželju. To podeželje naše je kar lepo in to opažam tudi, sam sem se preselil iz podeželja v recimo tako v mestu in ko sem odhajal, je bilo 12 hiš, od tega pretežno kmetijske, danes jih je v isti vasi preko 50. To se pravi, podeželje ostaja vse poseljuje. Hvala lepa, gospod Vizjak. Se povsem strinjam, skratka, potrebno je, imamo čudovito, res čudovito podeželje, ki ni samo Tuhinjska dolina, je Tuhinjska dolina, imamo Niška kotlina, imamo Podgorje, Neginje in še drugot je veliko teh lepih krajev, ki morajo ostati naseljene, zato pa potrebujemo infrastrukturo od interneta do čiste pitne vode in poskrbeti moramo, da bo to podeželje ostalo resnično čisto. To se pravi, da bomo ohranili tudi čisto naravo. Vsekakor pa moramo poskrbeti. Poleg infrastrukture je potrebno izkoristiti to, da imamo podeželje, da se poveže mesto in tisto, kar lahko nudi mesto in kar, ko pride do sožitja med mestom in podeželjem. Tako da to je na torej tržnice v mestu, povezava z šolami, kar se tiče ekološkega sadja. Skratka, omogočiti moramo, da bodo na podeželju turistične kmetije, da bodo ekološke kmetije in da se bo to lahko prodajalo tudi potem v mestu. Hvala. Ko hodam po terenu, doskrat letijo te očitki, da vse se vlaga v podeželje, medtem ko pa v mestu nič ni. Ampak bistvena razlika, bom rekel, med podeželjem in mestom je to, če se na podeželju naredi ena cesta, pri tej cesti več ali manj sodeluje cela vas, ali pri utrjevanju ceste, ali pri sofinanciranju asfalta in sicer tudi v zdajšnjih, bom rekel, lokalnih medijah lahko vidite veliko novih otvoritev, ampak prav pri teh številnih otvoritvah so krajani sami sodelovali in sofinancirali te stvari. In tudi mogoče je to razlog, zakaj se na podeželju kakšna cesta več asfaltira, kot pa v samem mestu. Hvala lepa. Jaz mislim, da se nima smisla pogovarjati na podeželju, dame gospode. Gre se za to, ker če bomo mi v Kamniku naredili delovna mesta, če bomo naredili boljše službe, če bo več ljudi zaposlenih, če imamo 6 brezposelnih, če bomo mi nekaj naredili, kako bomo spalali kamen gor, kako bomo naredili delovna mesta, vsi govorimo o turizmu, sem pa dobro, če bo več denarja bomo naredili, več denarja bo občina naredila, več denarja bo tudi občina imela, da se določene stvari razvijajo. V 16 letih, gledajte cesto v Podgorju. Hvala, gospod Golubovič, na to gospod Vizjak. Hvala. Gledajte, ima prav, gospod Smole, tudi Tunca, tudi Podgorje, podeželje, tudi v Tunca, spravno tako peljamo projekt, se pravi sadjarstvo. Prijavili smo na evropski razpis, kjer želimo, se pravi, spet ugoditi v tisti moči to sadjarstvo, kot je nekoč bilo, in to sadjarstvo potem kot lokalna samooskrba prenesti tudi v šole. In druga stvar je prenesti v šole s tem, da dajemo jabolke, sadje, te stvari lokalne samooskrba tudi naših šol. In druga stvar je v Podgorju se ravno potela cesta, in pa tudi vsi projekti so narejeni za novo cesto skozi vas Podgorje. Hvala, gospod Golubovič, gospod Vizjak. Bistveno več je potrebno nameniti naložbam v kmetijstvu. Tega je bilo zaenkrat zelo malo, če pogledate v občinskem proračunu, boste videli, da gre za zanemarljiva sredstva.
Poleg tega lahko ohranimo, torej za ohranitev gorskih kmetij, za ohranitev ljudi na podeželju, je zelo pomembna tudi pomoč društvom, ki delujejo na podeželju. In tukaj gre tudi za takšne stvari, kot so, da se zaščiti kulturna dediščina. Tega imamo ogromno, tudi na podeželju teh starih hiš.